Danes v Pomurskem dnevniku. Kmetom odslej na voljo kmetijski dizel. Muraše pred odhodom v Turčijo. Potekal vrh koalicije. Pogodbene pošte. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Z novim letom je na več kot 250 črpalkah po Sloveniji na voljo kmetijski dizel, obarvano kurilno olje namenjeno za zmanjšanje stroškov prevoza. A kmetje so nad novim gorivom skeptični, kajti kakovost naj bi bila vprašljiva. Številni zato še vedno raje posegajo po običajnem gorivu. S 1. januarjem je v veljavo stopil nov zakon, ki slovenskim kmetom, gozdarjem in čebelarjem omogoča, da lahko odslej točijo cenejše gorivo oziroma kmetijski dizel. Gre za obarvano kurilno olje, ki ga lahko kmetje natočijo kar na črpalki, ob nakupu pa se jim nato odšteje trošarina. To gorivo se je vzpostavilo zato, da se dejansko ni potrebno več vlagati zahtevka po trošarinah, kajti pri tem gorivu je trošarina že odšteta, pa dejansko kmetje ga lahko kupujejo v neomejenih količinah, lahko ga pa uporabljajo le v kmetijski mehanizaciji in pa seveda dvoriščni mehanizaciji, ki je namenjena kmetovanju. A kljub nižjim stroškom, ki jih obeta novo gorivo, so številni kmetje skeptični glede neprimerne kakovosti le-tega. Mnenja o prednostih kmetijskega dizla so tako precej razdeljena. Prvi odzivi kmetov so dejansko različni, nekateri so že začeli z samim dobavljanjem tega goriva, nekateri se še ga bojijo. Kot je izpostavil predstavnik sindikata kmetov, se bojijo, da je to gorivo tudi pri nas najslabše kakovosti, kot je to že praksa na Hrvaškem. Pri nas trgovci za denar naredijo vse in tu se bojimo, da bomo dobili kmetje najmanj vredno dizelsko gorivo. Zaradi strahu, da bo kmetijski dizel uničil njihovo mehanizacijo, se tako v večini še niso odločili za uporabo novega goriva. Smo dejansko skeptični najbolj na kvalitete tega goriva. Danes so moderni traktori, moderne pumpe in se bojimo, da ne bi tu prišlo do okvar. Nekateri pa o uporabi obarvanega kurilnega olja ne razmišljajo niti v prihodnje. To pa težko verjetno, težko reči. Ker naprimer, če je slabša kvaliteta, to te novi traktori naj na to šli. Eni kmetje se pogovarjajo, da sploh tega v traktore ne bojo tankali, da bojo reši to trošarino pustili in da bojo odkupovali originalno nafto. Stroka je medtem jasna, da je kmetijski dizel pri nas dobre kvalitete in da so preko vzorcev dobili zagotovila, da ustreza vsem standardom dizelskega goriva. Sindikat je vzel par vzorcev, pa je preveril, če je kvaliteta ustrezna, zdaj bila je ustrezna, zdaj ob samem nakupu vam pa dejansko mora tudi prodajalec predložiti sam dokument, ki dokazuje ustreznost tega goriva za dizelske motorje. Kmetijski dizel je sicer trenutno na voljo na več kot 250 črpalkah po Sloveniji. Kmetje pa morajo za nakup pokazati le osebno izkaznico ali potrdilo, da so nosilci kmetije. V kolikšni meri se novo gorivo dejansko koristi, pa nam na črpalkah niso hoteli izdati. Nogometaši Mure zaključujejo prvi del priprav pred nadaljevanjem sezone, ki so ga opravili na domačih tleh. Konec tedna pa se odpravljajo v Turčijo, kjer bodo v toplejšem vremenu nadaljevali s treningi in pripravami na nogometno pomlad. Od sobote naprej bodo črno-beli zimske razmere v domačih krajih zamenjali za toplejše vreme na turški obali Črnega morja. Ekipa funkcionira odlično. Na treningih prava klima, delovna vnema izredno. Vsi novinci so se hitro vklopili, hitro se jih sprejeli. To je najtežji del priprav, mislim, najtežji del sezone, sigurno, kjer delaš stvari, ki jih nihče noče, niti mi trenerji, še manj pa igralci, in odlično sprejmajo vse, brez zgodovnjanja ali stvari, da bi jih motile, vse oddelajo pošteno, maksimalno, in sem prepričan, da se jim bo to vrnilo na igrišču, in zaradi tega sem zadovoljen. Kar je vreme, ki je nekajkrat ponagajalo, predvsem ogromne količine dežja, da je tudi voda stala na tem umetnem igrišču in smo določene stvari dvakrat na treningih morali prilagoditi.
Tako da zdaj tudi z odhodom v Turčijo upam, da se bomo rešili tudi tega, da ne bomo prilagajali določenih vsebin. Turčija je že tradicionalna pripravljalna baza v času zimskih priprav, ki jo predvsem nogometaši z daljšim stažem v Murinem dresu že dobro poznajo. Znamo, ko je to najtežje obdobje, ampak brez toga ne ide. Delamo po plani, ker ga so nas zastavili strokovno vodstvo. Mislim, da je za nas vse po plani. V tom času smo odigrali 2 tekme, eno proti kvalitetnimi Šturmi, pa včeraj proti Enoj Bistrici. Mislim, da za nas ide vse po plani. Dečki delamo dobro, za nas smo dokaj zdravi, pa upamo, da tako dalje ostane. Predsednik vlade Robert Golob je včeraj gostil 3. vrh koalicije, na katerem so se sestali ministri vlade Republike Slovenije ter koalicijski poslanci. Pretresli pa so predvsem situacijo v zdravstvenem sistemu. Udeleženci srečanja so se izčrpno seznanili s sliko trenutnega zdravstvenega sistema. Čeprav je slaba, pa so deležniki potrdili, da imajo načrt za spremembe. Že danes naj bi bila pripravljena izoblikovana časovnica zakonodajnih ukrepov, ki bodo v smiselnem vrstnem redu sprejeti do konca tega leta in izvršeni do 2025. V bistvu je bil ta vrh sklican z enim samim namenom in ta namen je bil, da jasno pokažemo ljudem, prebivalkam in prebivalcem Slovenije, da smo skupaj odločeni, da reforme, ki jih Slovenija potrebuje, zato da postane moderna država, tudi izpeljemo. In v tem duhu je tudi vrh potekal. Že takoj bi rad povedal to, da je minister Danijel Loredan Bešič, ki je predstavljal zdravstveno reformo, v resnici dobil popolno podporo vseh udeleženih pri načrtih za reformo. Ne samo podporo, bil je deležen nemalo besed občudovanja, tudi mojih. Ne samo za pogum, ampak tudi za to, kako sistematično so se reforme na Ministrstvu za zdravje pod njegovim vodstvom lotili. Reforme naj bi se lotili sistemsko in celovito, začeli pa naj bi pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s čimer naj bi državljani dobili dostop do učinkovitega javnega zdravstva. Danes je bilo na vrhu dovoljeno, da vsak pove svoje mnenje in vsa mnenja so bila enakopravna. Danes ni bil namen, da kogarkoli discipliniramo, danes je bil namen, da sklenemo zavezo, da vsi skupaj verjamemo, da je reforma nujna in da se zavežemo, da jo bomo izvajali skupaj. Zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme bodo po besedah premierja podpisali vsi, tudi poslanci. Že čez 14 dni bo potekalo novo srečanje z ministri in koalicijskimi poslanci, na katerem bodo postavili izhodišča za reforme na področju davkov, šolstva, pokojnin, plačnega sistema in stanovanjske politike. Princip delovanja naj bi bil enak kot tokrat: analiza, postavitev časovnice in zaveza za izvršitev. Računam, da bomo ta aneks lahko podpisali v roku naslednjih 6 tednov in od takrat naprej bo zelo jasno vsem, da se reform ne da več ustaviti. In to je tudi osnovni namen tega vrha. Danes smo načrtali pot, po kateri gremo skupaj. In verjamem, da rešitve in reforme lahko izpeljemo edino skupaj. Zaradi zmanjševanja obsega klasičnih poštnih storitev se po Sloveniji uvajajo pogodbene pošte, katerih storitve izvajajo pogodbeni partnerji. Po tem vzoru smo v zadnjem obdobju tudi v Pomurju zabeležili nastanek pogodbenih pošt, ki bosta z delovanjem pričeli s 1. februarjem. V zadnjih desetletjih Pošta Slovenije beleži viden upad pisemskih pošiljk, univerzalnih poštnih storitev ter predvsem plačilnih storitev. Uporabniki vse več dejavnosti opravljajo na daljavo, posledično pa se zmanjšuje obisk poštnih poslovalnic. Na Pošti Slovenije se skušajo prilagajati spremenjenim okoliščinam in sicer tako, da optimizirajo poštno mrežo z uvajanjem pogodbenih pošt. Na ta način se ohranja število kontaktnih točk, saj pošt ne zaprejo, temveč storitev izvaja pogodbeni partner. Sam model sicer ni nov, saj ga že leta prakticirajo tudi druge države. V Sloveniji delež pogodbenih pošt znaša 30%. Tovrstna praksa se izvršuje tudi v Pomurju, saj smo pred kratkim izvedeli, da bo od 1. februarja kot pogodbena delovala pošta v Veliki Polani in to pod okriljem občine Velika Polana. Spremembe pa se obetajo tudi pošti v Veržeju, ki bo prav tako od 1. februarja 2023 poslovala po spremenjenem režimu. Kot pogodbena pošta bo delovala na istem naslovu, a po nekoliko spremenjenem urniku. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli oblačen dan z rahlim dežjem in snegom ter okrog 2 stopinjama Celzija.
V Krajinskem parku Goričko smo poldne namerili 1, Radencih 2, Murski Soboti 3 stopinje Celzija, ravno toliko pa je bilo tudi v Lendavi. Jutri dopoldne bodo rahle padavine povsod ponehale, najkasneje na jugu. Čez dan bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -4 do -2, dnevne od 2 do 3 stopinje Celzija. V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti okrepil severnik. Nekoliko hladneje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -1 do 0, čez dan pa naj bi bile 3 stopinje Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tv.deja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.